Radijski misijon. Molitev utrip življenja. Bil je tak čas, kot sedaj, pred 4 leti, se spomnite, bil je post, pomlad se je prebujala, nas pa je tisti nadležni COVID nenadoma zaprl v naše domove. Najprej se mi je zdelo hecno, v bistvu se mi je zdelo, da malce pretiravajo. Potem se mi je zdelo, zanimiva izkušnja. Marsikomu se je najprej zdelo celo zabavno. Imeli smo veliko prostega časa, končno smo se lahko naspali, pričeli smo se lahko ukvarjati z rečmi, za katere nam običajno zmanjkuje časa. Družinam je bilo treba usklajevati urnikov, vsi smo bili na kupu, nekaj časa se je zdelo kot nepričakovane počitnice. Kasneje so se tem prvim občutjem pridružila še marsikatera druga in tisti počitniški vtisi so se nekoliko zapletli. Na tisto obdobje sem se spomnil in sem želel tudi vas spomniti, ker je bilo nekaj posebnega tudi za naš odnos z Gospodom. Na COVID se še vedno radi izgovarjamo. Nedavno smo poslušali poročila statističnih raziskav o verski praksi pri nas in kot razlog za marsikje navzdol obrnjene krivulje še vedno vidimo tudi v COVID-u. Nisem sociolog, zato tega nimam namena komentirati. Hkrati pa mislim, da resnična vera ni stvar sociologije. Njene korenine so veliko globlje. Če niso, gre prej za neko kulturno pripadnost kot za vero, po mojem. Kulturna pripadnost pa še zdaleč nima tako globokih korenin kot vera. In je zares na prepihu, ne ogroža je le COVID, ampak še marsikateri drug negativni vpliv. Vihar COVID-a je marsikaj pretresel, marsikaj je izruh, marsikaj prevrnil. Marsikomu pa je tisti čas omogočil poglobitev vere. Korenine so segle še globlje, da bi drevo vere kljubovalo še čemu hujšemu od virusa. Marsikoga je tisti čas pripeljal bliže Jezusu. Tudi mene. Že dobri 2 desetletji sem duhovnik, a v tistih dneh sem prvič imel zares priložnost živeti tisti ideal, o katerem je na kakih duhovniških srečanjih bilo vselej govora. Sveta maša naj bo vrhunec tvojega dneva, zares vrhunec dneva. O tem sem vselej poslušal in ob tem sem vselej imel slabo vest. Sej svete maše tudi pred tem nikoli nisem obhajal, kot rečemo, z levo roko. A v resnici je bila marsikdaj pač še ena od dnevnih zadolžitev, del urnika. Če bi ne bila na vrsti vsak dan ob isti uri, bi si zanjo zagotovo vključil še kak opomnik, da bi je ne pozabil ali zamudil. V času epidemije pa je življenje postalo nekako enotirno, ne? In Gospod sam je naredil, da je najpomembnejše postalo zares najpomembnejše. Sej dela je bilo tudi v tistih dneh zame veliko telefonov, kup mailov, verouk nadaljavo. Sodelavci smo se od vsega začetka nadaljavo trudili, da smo stali med seboj res povezani. Uporabljali smo vse mogoče spletne povezave in od prvega dne dalje smo se družili tudi ob obhajanju svete maše. Jo sooblikovali, od doma seveda ne, in hvala Bogu ostali zares skupnost. No in tako sem v tistih dneh zares večino dneva delal za sveto mašo. Predvsem pa sem imel zares veliko časa za premljevanje Božje besede. Zares sem imel priložnost spustiti, da najprej nagovarja mene samega in potem sem šele razmišljal o tem, kako jo približati tistim, s katerimi smo se ob večerih srečali v prenosu bogoslužja. Večino dnevov takrat sem preživljal v hišni kapeli ali tam blizu. In tako živo sem čutil, da je Jezus zares tam, ves čas z menoj. Brez števila krat sem se zazrl v tisti preprost tabernakel, brez števila krat sem namenoma pokleknil pred njim, samo zato, da bi ob kupu kablov, kamer, zaslonov in drugih tehnikali ne pozabil, da je tam on in da je vse ostalo, vključno z menoj tam, samo zaradi njega.
Njemu sem potarnal, ko zvok ni bil dober ali ko se mi je misel zavozlala. Z njim sem delil veselje, ko mi je kaj naposled uspelo in njemu sem izročal vse, ki smo bili na en nov način povezani z željo, da bi tudi njih pritegnil Jezus bliže k sebi. Molitev mi je postala stalna bližina z Jezusom na en povsem nov način. Ves čas sem se z njim nekaj pomenkoval in kramljal, ves čas sva delala skupaj. Gospod mi je podaril čutiti, kaj mislil Pavel, ko je kristjanom zapisal med drugim: neprenehoma molite. In reč je trajala ravno dovolj časa, da mi je prišla nekako v navado, da je postala en nov način življenja in drugačen način vere in drugačen način molitve. In zato tistemu času pravim zares milostni čas. Zares so bile zame to duhovne vaje, res pravi misijon. Bil je to čas, ko sem zares pričel čutiti, če uporabim Jezusovo prispodobo, kako pomembno je biti na trti. Bil je ta čas, ko je vinogradnik zelo skrbno negoval mene, mladiko, da bi rodila še več sadu. Iz Evangelija po Janezu. Jaz sem resnična trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, očisti, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama od sebe roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Jasno je, zakaj vinogradnik posadi vinograd. Ne samo zato, da bi se lahko poleti umaknil v njegovo senco. Tudi ne zato, da se bo z njim kratkočasil. Vinograd ni očetov hobi. Svoj vinograd je zasadil in ga z vso skrbnostjo neguje zato, da bo pridelal zdravo grozdje in žlahtnim vinom polnil svoje sode. A pogoj za vse to je, da trta obrodi kvalitetno grozdje. In če tudi se vinogradnik izjemno potrudi in naredi vse za to, da bi bila trta rodovitna, vemo, lahko gre marsikaj narobe. Jezus v svoji prispodobi jasno naslika očetovo pričakovanje, da bo trta rodovitna, torej da bodo na mladikah rasli grozdi. Ampak Jezusovo temeljno sporočilo tu je globlje, veliko globlje. Mislim, da predstavlja tisto najbolj bistveno razsežnost vernikovega življenja. In sicer Jezus naglaša, kako ključna je ta živa vez med mladiko in trto. Poganjek ne more biti rodoviten brez te povezave, kristjan pa ne brez žive povezanosti z Jezusom. Sadovi namreč niso nekaj, kar bi se dalo izsiliti, kakor se v ljubezen ne morem prisiliti, ne morem na silo rojevati sadov dobrote. Lahko se delam, lahko se pretvarjam, lahko se pravzaprav silim, ampak taki sadovi ne bodo imeli tistega pravega, polnega okusa. Lahko da bodo izgledali lepo in da bo v njih sladkoba, ampak v ustih bo stal tisti čuden priokus in vino ne bo pravo. Ne sadov na trti, ne sadov ljubezni se ne da izsiliti. In mladiki ni moč ukazati naj rojeva sadove. To ni njeno poslanstvo, ni mladika tista, ki je sposobna ustvarjati sadove. Naloga mladike je, da ostane povezana s trto. Tu je Jezusov ključ, tu je torišče njegovega sporočila. Ne se siliti v ljubezen. Tisto, kar je zares moje poslanstvo, je ostati povezan z Jezusom. Trta je, ki v resnici rojeva sadove, mladike jih le nosijo.
Trta je, ki ima korenine, po njej prihajajo hranila vsako celico mladike, da zabrsti, cveti in obrodi. Ravno pred par dnevi je naš gimnazijec Zvit med enim od naših srečanj na glas razglabljal o tistem transpiracijskem toku, se mogoče spomnite tisti proces, ki naredi, da se kljub gravitaciji voda dviga po drevesnem deblu ali pa po vinski trti in zaradi katerega prihajajo iz zemlje proti poganjkom tudi potrebna hranila. Ko v teh dneh veliko razmišljamo o molitvi, sem pomislil, da je prav molitev tak transpiracijski duhovni tok. Marsikdaj si predstavljamo, da krščanska pot pomeni držati se krščanskih zapovedi in biti dober. A krščanska pot v svojem najglobljem jedru ni v tem, kaj moram jaz kot kristjan narediti. Jezus je, ki v meni dela, ko sem z njim povezan. Podoba trte in mladik. In Pavlovo navodilo neprenehoma molite. To je pravzaprav nekaj zelo podobnega. Ampak kako to živeti v praksi? Na misel mi prihaja ena ganljiva zgodba starejšega moža, ki sem ga imel priložnost poslušati že pred veliko leti. Tako močna se mi je zdela njegova zgodba takrat, da sem si jo celo zapisal. Bil je to trezen mož, v svojem okolju zelo spoštovan, obrtnik, človek je znal postoriti čisto vse, pa še družaben in tako zelo preprost, res prijeten človek. Nekaj časa potem, ko je izgubil svojo ženo, mi je pripovedoval o tem, kako dragoceno mesto je imela v njegovem življenju. Povedal je tudi, da brez nje ne bi našel poti do osebne vere. Tako sem si zapisal njegovo pripoved. Saj sem bil veren tudi pred tem, ampak ona je bila tista, ki mi je pokazala, da je Bog nekdo, ki je dejansko tu, nekdo, ki je z menoj, ko delam, ki je z menoj, ko je težko in ko je lepo, na katerega se lahko zares zanesem. Vedno sem se v življenju trudil, da bi bil dober, mi je še pripovedoval. Delo je bilo vedno prvo in pomoč drugim. Tudi družina je bila pomembna, ampak velikokrat sem bil razočaran nad seboj. In mislim si, da so bili tudi drugi lahko razočarani nad menoj. Upravičeno, če pogledam sedaj nazaj. Ko pa sem odkril Boga, ki je res tu, ko sem odkril Boga, na katerega se lahko zanesem, in ko sem se s pomočjo svoje žene odločil, da ga postavim na prvo mesto v svojem življenju, je postalo vse drugače. Nič se ni čudežno spremenilo, ampak čutil sem, da ima vse svoj blagoslov. Prej sem velikokrat vlagal v delo ali družino vse svoje moči, še več, naprezal sem se daleč preko svojih moči, dobesedno garal sem in vendar, ko da je vedno nekaj zmanjkalo. Se ne rečem, da ni bilo uspeha ali zaslužka. Vsi trije najni otroci, mi je pripovedoval, so hvala Bogu čudoviti, ampak kot da je bila vselej neka vrzel. Vselej sem bil nezadovoljen s seboj. Vselej bi lahko bilo bolje. Pri delu, družini. Potem pa, kot da se je nekaj spremenilo. Kot da nisem bil več sam svoj šef, ampak je moje življenje pričel voditi nekdo drug, mi je pripovedoval. Saj ni slabo biti sam svoj šef, ampak se človek tega naveliča, je rekel. In ugotovi, da je veliko lepše biti pri nekom v službi. In od tedaj sem postal predvsem neverjetno miren. Tako mi je takrat pred veliko leti, bil sem še kaplan, pripovedoval ta mož. Seveda to ni samo njegova zgodba, to je zgodba vsakega resničnega kristjana, ki se odloči svoje življenje predati v Božje roke. To je uresničena Jezusova zgodba o trti in mladikah. In to pomeni Pavlovo navodilo neprenehoma molite. Preprosto, ves čas bodite z njim. Morda bi kdo pomislil, ja, to velja za klarise v Nazareh ali pa za pleterske menihe. Ali pa to je bilo mogoče v času covida. Praktično življenje pa je povsem nekaj drugega.
Tudi sam imam kdaj tak pomislek. Tudi sam se celo z neko nostalgijo spominjam tistih covidnih časov, ko je bilo mogoče marsikaj, kar danes ni, ali pa na način, na katerega danes ni. Ampak, ko Jezus govori o tem, da je naše najpomembnejše delo vera, biti z njim, in ko Pavel pravi, ne prenehoma molite, nima v mislih kakšne ozke, posvečene skupine svojih učencev in učenk. V mislih ima vsakega kristjana. In ne kakih izrednih časov, ampak vsak čas. In Jezus seveda nima v mislih, da je treba karkoli zdaj izpustiti iz rok ali pa svoje življenje postaviti na glavo. Ko človek vzame svojo vero zares, se itak stvari same malce postavijo na glavo. Prav ničesar ni treba izpustiti, razen vajeti svojega življenja. V tistem trenutku neham biti svoj šef. Najprej čuden občutek, potem pa neverjeten mir. In tisto, kar je vselej manjkalo, tista vztrajna vrzel stalnega nezadovoljstva, ki tolikokrat napolnjuje naše dneve, je nenadoma zapolnjena. In grozdje na moji mladiki nima več tistega grenkega priokusa, ampak poln, svež okus. Ljubezen ni več nekako izsiljena, prisiljena. In vino bo žlahtno. V veselje in okrepčilo vinogradniku in njegovim prijateljem in popotnikom, ki bodo prišli mimo in se ustavili v njegovi gorci, dvignili bodo kozarce in nazdravili, pesem bo napolnila njihova srca. In okrepljeni bodo šli dalje. Vinogradnik pa bo mladiko trebil, da bo rodila še več sadu.